lahko postavimo, bomo rekli, ambiciozne cilje, ne, pa oklepavo zapišemo nerealne, zato ker itak je 35 pa 42 sta enako daleč, ne. Ali pa lahko govorimo pač konkretno. Zdaj, res je tudi nekaj, da danes, kot sem rekel, zaradi tega, ker smo vodili tehnični dialog z dobavitelji, imamo bistveno boljše podatke, pa bistveno boljši uvid. Mi smo na vseh teh obiskih naše časovnice pokazali, oni so nam pokazali dobavne verige, koliko časa trajajo posamezne komponente, smo predelili, vsak dobavitelj ima malo drugačne, ampak načeloma, tako čez palec, mi rabimo približno, pa to zdaj prvi del, se pravi, kakor da imamo sestavljeno stvar iz 3 delov. Prvi del je do tega FID-a, se pravi Final Investment Decision, do tega, da pridemo do invest programa in se ga potrdi. Ta del ga ocenjujemo ambiciozno na 5 let, ker zajema proces umeščanja v prostor. Komurkoli omenimo, ki je ta proces že počel, nam pravi, da smo nori. Da je to popolnoma nerealno tako hitro umestiti v prostor. Jaz mislim, da tukaj moramo držati ta tempo in tukaj moramo res, ker to je odvisno od naše države, od nas ljudi, da tam res naredimo maksimalno, da bomo to stvar izpeljali, kar se da dobro. Imamo eno pozitivno izkušnjo tle blizu, to je podaljšanje življenjske dobe nuklearke, pridobitev okoljevarstvenega soglasja, je trajalo 2 leti, se pravi, očitno znamo, očitno se da, te izkušnje treba prenesti in potem tudi z ustrezno podporo, z ustreznim specialnim zakonom, stvar izvesti in pač te stvari uvesti v 5 letih. Ko enkrat imamo odločitev, ja, potem je približno 4 leta do pridobitve gradbenega dovoljenja, pa da takrat takoj, oziroma takoj po sprejemu odločitve podpišemo pogodbo z dobaviteljem, da on naroči izdelavo teh long lead components, zato ker so določene komponente, ki terjajo dosti časa, da se izvedejo. Po teh 4 letih je tako imenovani first concrete, se pravi, ko začnemo z tisto res gradnjo na elektrarni, ne, se pravi, prej že delamo na vseh teh okoliščinah in takrat traja, je ocenjena pač gradnja tam enih 7 let. Ne. In to so realni podatki, to so tudi tisti podatki, ki smo jih dobili od različnih deležnikov. In zdaj tle noter imamo, vsaka faza ima svoja tveganja, ne. Prva faza ima tveganje to, kar smo rekli, vezano na umeščanje v prostor predvsem. Druga faza ima tveganje, da bomo mi podpisali z dobaviteljem in naročili milijardno opremo, predno bomo imeli gradbeno dovoljenje v rokah. Ne. Ko jaz govorim s kolegom Barbičem, ne, pravi Dejan, to je del tega, ker si videl mi tle, če bi mi to naredili, na Mokricah bi nam zdaj na polju ležale turbine in trafot in tako naprej. Ne. Torej, če tega ne naredimo, pol se dodatno nam zamakne vse skupaj, se pravi, spet bomo rekli, ne, moramo razmisliti do takrat, da bomo to tako naredili in da bomo pač toliko odločni, da bomo prišli do tega gradbenega dovoljenja. Ne? Se pravi, moramo te stvari prej tudi z deležniki oddelati. Ne more potem biti, da nekdo pride in nam se skupaj da, ne vem, kovc v špice od kolesa. Ne? In zadnja faza je pa ta sama izgradnja, kar pa tudi vemo iz izkušenj, da sama izgradnja se lahko zaustavi. Zdaj tukaj imamo spet optimizem in to je ravno ta optimizem, da je ta industrija v renesansi, da je v zagonu, da se bo gradilo več teh nuklearnih jedrskih elektrarn, da tudi naša država sodeluje na evropskem nivoju v pobudah, da se vzpostavi evropska veriga dobaviteljev, ta je ključna, ne v Sloveniji, na evropskem nivoju, da se bojo gradile elektrarne na Češkem že pred nami, lahko še kje drugje in da bomo potem na tem valu zasurfali. In to je recimo lahko tista stvar, ki bo potem pa nam omogočala recimo, da bomo lažje obvladovali pa ta tveganja s časovnico v 3. fazi.